Ok, zdaj pa poskus, menda je številka 3 ali 4. Zdaj pa upajmo, da se slišimo. Torej, bom počakala malo še, da kdo pride, da mi poveste, če se sliši. Nekaj sem se stestirala, tudi prej sem nekaj spremenila, pa je delal, tako da upam, da zdaj dela. Ok, torej, jaz sem že tukaj na tej strani, Barbara Mali sem, mislim, da kak dan ali dva nazaj sem že pisala v enem orodju Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. To je mantra Access Consciousnessa, ki nam omogoča, da vse v našem življenju prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Torej, ni treba, da imamo v svojem življenju neko trpljenje, dramo, gorje, da nam je težko. Vse lahko prihaja k nam lahkotno, radostno, veličastno. In to ni afirmacija, ampak je mantra, zato ker zaobjema vse. Torej, lepo, grdo, pozitivno, negativno, dobro, slabo, vse. In to je še eno tisto orodje, ko je tako preveč preprosto, da bi ga uporabljali, ampak če ga pa uporabljamo, pa dejansko naredi ogromno razliko. Ok, da vidim, če je kdo z mano. Ste tukaj, me slišite? Zdaj se pa očitno sliši. To je poskus menda številka 3 ali 4, tako da bomo pogruntali ta Facebook, no problem. Naša edina konstanta je sprememba, tako da se bomo že navadili. Ok, torej mantra Access Consciousnessa. Torej, če želite začeti kreirati pač lahkotnejše življenje, radostnejše, veličastnejše življenje, pač nekako tako pač rečemo, ponovi to 10-krat zjutraj, pa 10-krat zvečer. Ampak jaz bi vam priporočala, glede na to, v kakšnih časih smo trenutno, za marsikoga lahko, kako rekla, dost izziv, naj to svojo lahkotnost, radost, veličastnost, vam priporočam, da to ponavljate 100-krat na dan. In za vas sem tudi pripravila en posnetek in ga lahko tukaj gor nad videom si ga lahko snamete, samo kliknite na povezavo in si preneste in tam jaz 100-krat ponovim to mantro in si lahko to predvajate in boste videli, kako zanimiva je ta mantra v smislu, da če se boste počutili težko ali pa boste imeli neke skrbi, bo naenkrat, ko boste poslušali to, ali pa pač, lahko si jo tudi sami ponavljate. Jaz sem vam pač to posnela tako, da vam bo mogoče, kako bi rekla, da vam prinesem to energijo v vaš dom. Lahko pa seveda sami ponavljate in ko boste ponavljali, ko boste dosti velikrat ponovili oziroma poslušali, boste videli, da se bo ta teža kako bi rekla, razkadila ali pa razlomila, neke bariere, neke pregrade, ki smo jih postavili pred samimi sabo ali pa pred svetom, ali pa da smo neko težo od nekoga zaznali in smo to vzeli za svoje, bo ta mantra to pol raztopila, razgradila. In tudi, če imate kako situacijo, kjer vas skrbi, ali da je nekaj tako, da ne veste, kako se bo išlo, kakšen bo rezultat, kaj bo, pač to je recimo lahko za celotno to, pač zdaj ta čas, v katerem smo, ali pa imate neko specifično situacijo, recimo, ne vem, naprimer, da imate neko bolezen ali pa da se vam, ne vem, pokvari avto, pa ne veste, kako zdaj to treba plačati, pa bla bla bla. Ponavljite si to mantro, res ponavljite in se bojo vse stvari išle lahkotno, radostno in veličastno. In bomo zdaj nekajkrat ponovili tole mantro, tako da vidite, kaj to kreira. In še enkrat bi poudarila, tukaj imamo taka zelo preprosta orodja, ki jih predvsem tisti, ki pol že grejo na neke naprednejše seminarje, pa gledajo, kaj novega, radi spregledajo. Ampak ta osnovna orodja, ki jih dobite na prvih delavnicah, torej to mantro dobite na prvi delavnici Access Consciousnessa, to je Access Barsi, ali pa če se mogoče udeležite kakšne uvodne delavnice, dobite že to orodje. In ta orodja s časom, tudi če greste na napredne seminarje, pa postanejo samo še bolj potentna.
Tako da, tudi če je preprosto, tudi če je prvo orodje, ki ste ga dobili, uporabljite ga. Okay? Torej, spet, kako bi rekla, razliko naredi to, da zadevo uporabljamo, da orodje uporabljamo. Ne? To je, če ne uporabljamo, glih tako, da bi imelo kladivo v neki škatli, ne? Potem imamo pa mi žebo in s tem po žeblu tolčemo z roko, nas ful boli tako, ne? Bi pa sam kladivo vzeli iz te škatle in po žeblu potolkli in bi bilo preprosto, bi uporabljali to, kar smo želeli narediti. Torej, vse, kar je tudi za vas to prineslo na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemer porampok, online shorts, boys and beyonds in za vse tiste, ki ste rekli, kaj zdaj je rekla, kaj to rekla. To je čistilna izjava Access Consciousnessa, ki pač razgradi te energije, ki prihajajo na plan. Da povem še počasi, right and wrong, good and bad, pod and pok, online shorts, boys and beyonds. Če pa bi radi kaj več o tem zvedeli, si pejte pogledati na www.theclearingstatement.com. Tam je lepo razložen en super video, ki ima tudi slovenske podnapise, kjer si lahko preberete oziroma pogledate več o mantri. Danes, oziroma o čistilni izjavi. Danes bomo pa tukaj mantro ponovili. Dajmo nekajkrat, no 10krat, 20krat, da vidite, kako že to spremeni energijo. Pa lahko tudi mogoče, dajmo narediti takole, dajte mogoče vzeti neko situacijo, za katero vas skrbi, ali pa ste v neki drami, travmi, ali pa nek odnos, kjer vam je tako nekaj težko, ali pa ste se mogoče s kom skregali, ali pa kaj, pa bomo to zdaj to aplicirali, to energijo te mantre na to zadevo. Torej, vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. In tukaj jaz zdaj tudi pač uporabljam to malo spremenjeno mantro, v smislu vse življenje prihaja k nam. Meni je nekako zadnje čase mi lahkotnejše, da rečem k nam, torej zaobjamemo vse. V osnovi je ta mantra vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in veličastno. Tako še enkrat poudarjam, ponavljite tako, kot je vam lahkotnejše. Torej, vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. In če pogledate to energijo oziroma zaznate to energijo te mantre, je taka razširjujoča, torej razširi stvari. Ni pač, če smo v kakem krču ali pa kaj, oziroma če ste v kakem krču, če boste ponavljali to mantro, bo dejansko razširila to energijo, ekspandirala to energijo. Torej, vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. Vse življenje prihaja k nam lahkotno, radostno in veličastno. In če je potrebno, torej poglejte, če je ta energija tega, kar smo prej rekli, da dobite nekaj, kar vas skrbi, ali pa kaj, če se je že kaj spremenila energija tega. Če se je, oziroma če se ni, potem še naprej ponavljite to, dokler se ne spremeni, torej dokler ne pridete do te lahkotnosti, radosti, veličastnosti, ker vi kot ste lahkotni, radostni in veličastni. Če ste
taki pač spokrčeni, da čutite neko težo, se ne počutite lahkotno. To niste vi. To zaznavate energijo od nekoga drugega, ste pobrali energijo od nekoga drugega in ponavljate to mantro toliko časa, dokler ne pridete spet do te energije lahkotnosti, radosti, veličastnosti. In tudi še ena stvar, torej, tudi to morate vedeti, da če ni lahkotno, radostno, veličastno, to ni vaša resničnost. Delujete iz resničnosti nekoga drugega. Tako da poglejte tudi to, tudi mantra vam bo omogočila, da boste prišli do te energije lahkotnosti, radosti in veličastnosti in boste tudi bolj zaznavali pravzaprav, ko boste šli ko bo neka teža prišla ali pa boste postali težki, mogoče zdaj niti ne veste, da ste težki, ne? Ampak bolj, ko začnemo gledati, kaj je lahkotno, kaj je težko, bolj, ko začnemo slediti temu, kaj je lahkotno, oziroma ne izbiramo stvari, ki so težke, bolj začnemo razlikovati te energije. Pa tudi, kaj sem še mislila reči, ne vem, zdaj mi je pa z glave padlo. Tako da ponavljajte si to mantro in torej preneste si tale posnetek, ki sem ga dala tukaj povezavo gor, pa bom dala verjetno tudi dol med komentarje. In to sem še mislila povedati. Torej, napišite si to mantro, lahko tudi date na kak listek, lahko obesite naprimer v kopalnico ali pa pač, če imate družino. In vsi bojo to brali in dejansko se bo začelo vsem spreminjati življenje, ne samo vam. In tudi, če nič ne vejo o tem, bojo brali to, in se bo tudi njim bojo začeli si kreirati drugačno življenje. Tako da najlepša hvala za vašo pozornost, prisotnost, vašo energijo in kaj se je zdaj še mogoče. Čau, čau.